klasično vprašanje, kakšni so občutki ob izidu novega albuma? Super. Zmeraj je težko, zaradi tega, ko snemaš plato, zaključiš, mi smo zaključili ta cel proces novembra in pa da vse pripraviš na sistem tega, da boš izdal. In ko enkrat končno to pride, je itak tako kamen se ti odleže srca, lepo je videti folk, ko pride, malo tudi mnenja dobiti, ker letos smo bili precej, smo zase zadržali vse, kar se glasbe tiče, dogajali, tako da večina ljudi ni nad slišala še do danes, tako da v bistvu ful dober feeling, končno. Ja, se strinjam, v bistvu je prav ta release v pravem pomenu besede, ko izdaš album, je to tako, zdaj je to ne samo od nas, ampak je od vseh. Tako da je eno novo poglavje, nov začetek in ja, jaz sem ushičena, no, malo se tresem. Ste si pa tudi malo še vseeno otežili delo, danes ste to malo predstavili v akustični različici, a imate namen tudi politi mogoče s to verzijo na kakšne koncerte? V bistvu nismo zares razmišljali o tem, siguren smo že v preteklosti delali tudi akustične sete in siguren bojo tudi te komadi enkrat prišli do tega, da bojo del tistega seta. Se pa predvsem veselimo, da zdaj po klubih in potem oktobra v Kino Šiška odžgemo električne na šus koncerte s temi komadi uredno. V vsakem primeru nam paše imeti tudi akustično izvedbo, če zaradi tega, ker pride do drugačno, se mi zdi tudi, da na koncertu si bolj povezan s publiko in pride do drugega feelinga in nam bi bilo škoda, če ne bi delali v bistvu akustične verzije. Zakaj pa tak naslov Auf Wiedersehen? Mislim, sej ponovadi je nasvidenje, ampak tudi ponovadi, kar rečeš nasvidenje, ni liho v tem smislu, se vidimo, ne? Ampak je običajno bolj adijo, kao v smislu, no se meni zdi, ali ste ga vi vzeli bolj kot nasvidenje, se vidimo? Mi smo ga v bistvu vzeli precej kot to, da nasvidenje do naslednjič se vidimo čim prej, tem boljš. Tudi je tako, če se nikoli ne posloviš, pa tudi ne moreš priti pa reči živijo, ker se nisi poslovil in je ta lep krog, cikl tega, no? In se nam je zdelo, da predvsem za ta album, način, kako smo ga delali, kako ga izdajamo in kako bojo tudi zdaj naprej koncerti potekali, da zelo dobro poveže celo zgodbo. Danes smo slišali nekaj pesmi z novega albuma skupine Koala Voice, Auf Wiedersehen. Kakšna je tvoja ocena, kakšno je tvoje mnenje po tem, kar si slišal? Tako kot zmeraj. Ta bend je tako luškan, simpatičen, ranljiv, nepretenciozen, da je to preprosto očarljivo. In nova muzika mi od tega ne odstopa. Seveda lahko posamezne komade malo seciramo, pa rečemo, tle ni Domnove kitare, tale pa zveni, kot ga bi mogoče Domen imel v svojem lastnem opusu, definitivno ga napisal, ampak to so podrobnosti, ne? Celota je tista, ki še vedno funkcionira. Potem te bomo lahko tudi na kakšnem njihovem koncertu videli, ki jih imaš zdaj ogromno? Ja, nedavno sem že bil, ko so igrali skupaj z The Vices, ne? V bistvu takrat po daljšem času. Ja, seveda, kaj ne rečem, tako. Koala Voice je band, ki ga preprosto moraš imeti rad, če ga imaš rad, ko ga enkrat vzljubiš in to ne preneha. Tako da koncerti so seveda tudi ušteti. Koala Voice so super band, ohranjajo tradicijo tega avtorskega, da rečem, tudi alternativnega roka, ki se napaja pač iz teh klasičnih virov. In danes so odigrali blues, so odigrali reggae in te nove stvari so na ravni prejšnjih. Sicer torej celega albuma seveda nisem slišal, ker ravno kar je šel. Dejansko oni si zaslužijo veliko podporo, pa tudi za mednarodni preboj, ker bi nas boljš predstavljali kot nekateri drugi bendi, ki pač se okoristijo s temi euro treši in temi stvarmi, ne bom rekel tako. Skratka, vse najboljše, Koala Voice. Boste potem tudi prišli na kakšen njihov koncert, ki jih imaš zdaj ogromno? Nedvomno, seveda. Sicer v Ljubljani, ker ven bo težko, ampak v Ljubljani pa sigurno.